Dobro jutro. Takole je zdajle pri nas. Lepo kot strela, najlepša jutra so raj. Evo, četrtek pa 21. smo. Pri meni je ura 6:20, 6:40, moram pa tamle kruhke, ki se zdajle imajo končno vzhajanje, žemljice pravzaprav, zarezati pa not v pečko flikati, da bo zajtrček, ali kaj. Nekaj pa človek tudi more pojesti, pa vsakega šrota pa tudi ne. Okej, jaz sem razmišljal, včeraj sem šel po informacije v gost, spekel sem si eno klobaso in sešteval, eto, tisto seštevanko, ki bi radi, da jo vi tudi seštejete. In sem ugotovil, da v bistvu obstaja ena še lažja razlaga. Zraven sem muziko poslušal, že en čas nisem si dal te glasbe, ki sem si jo izbral kot moje favorice. Bolj sem zdaj v tej neki in sem si dal te moje favorice in vmes en komad in on objasni vse. In jaz nadaljujem to mojo seštevanko in sem rekel, zdaj pa tako. Jaz bi ful rad vam pomagal, ne. Vse, kar vidim, kar govorim, je to zaradi tega, ker če bi mene en tako razlagal, kakor jaz vam razlagam, bi mu bil ful hvaležen. Ta moj aspekt, pogled, je prišel do točke, da smo mi tako kakor eni. Ne, bom šel nazaj. Jaz sem rekel, da morate imeti mir. Da morate se skiniti toksinov. Ja, čim prej. Da morate bosi pa vodo pa ne vem kaj. Ja, vse to je stik z naravo. Back to the nature. In pol smo včeraj to skrajšali, pa smo rekli, vse je v glavi. Tudi to drži. Skini maskata sa facata in to in ego, skini. Skini. In zdaj bom jaz probal z novega aspekta povedati eno najlažjo stvar, ki pa bo seveda od vas nekako je delo na sebi. To pomeni, da gradiš nekaj, kaj gradiš, pa iz česa gradiš. Zdaj bom pa tako rekel. Stvar najpomembnejša in osnovna tema današnjega jutra, a ne? Človeštvo, sem že rekel, je brez vpliva temnih sil. Temne sile so šle in za sabo so pustile en gromozanski kaos. Čakaj, sem si celo nekaj zabeležil, da bom bolj prav, ne. Tako, ja. Teme ni več, ostalo pa je zmedeno in raztreseno človeštvo. Kaj pa zdaj? Pa ni ostalo raztreseno človeštvo samo tako nasploh, da smo res vsi skupaj kot človeštvo raztreseni. Raztresen je tudi vsak posameznik. Sploh ne ve več, kdo je kdo. Se pravi, ljudje ne veste, kdo ste. Ljudje, jaz bom rekel ste, zato ker jaz vem, kdo sem. In zdaj je treba sebe najti, ne. Bomo izhajali zdaj iz tega. Sebe treba najti na kakšen način, kako smo raztreseni, kaj zdaj to pomeni. Seveda, vse to so prispodobe. Predstavljajte si eno gradbišče, ja. Tam je kamen, tam so manjši kamenčki, tam je cement, železo, mešalec, voda, predvsem pa je mnogo kamenov. Ti kamni, to ste vi. Razbiti v koščke. Niste skala, ampak ste razbiti na milijon koščkov. In vsak tak košček je vaša izkušnja, izkustvo, dogodek, situacija. Ki ste jo preživeli v tem življenju zemeljskem mesenem, ne?
Zdaj spomnite se batine, ne, ki je bolela fizično, ampak se ne spomnite toliko bolečine, kakor vsega drugega zadaj, prej pa vmes, pa pol, pa To je izkušnja. Tudi to, da sem bil s kurjim drekom, sem se mazal, je moja izkušnja, ne. In zdaj te kamne, vaše izkušnje, so nič vredne, dokler so kamni. So pa kamni prečudoviti, kadar so škarpa, tudi smisel imajo, in vi, pa mi, nismo samo škarpe, mi smo jezovi, mi smo gore, mi te kamenčke moramo skupaj sestaviti. Ja? In zdaj mi smo razštelani do amena in sistem je to želel, da nas razturi. In ko smo mi začeli nekaj delati že na sebi, ne, že te kamne mičken skrb zbirati, ne, pa je, služba, ok, zdaj pa bom moje delo spustil, pa letim ke, pa bom pol čez 8 ur prišel nazaj, pa še mulcem skuhati, pa še. Skratka, ti ne utegneš na to svoje gradbišče zdaj sestavljati to škarpo. In ustavi se, ne se pustiti zmest, tamle je BMW, tamle je Atlantis, tamle je tam so lučke, tam je Vegas, tam so babe, ne, tam z mojega vidika, tam je neka pornografija, ne, ta slo, te zapelje, ne. In seveda moraš se ti skalmerati, pa pogruntati, da boš dal, kater kamen boš dal kam, ne. Boš dal te velike dol, pa malo manjše gor, ali oziroma manjše vmes, pa pol, ne. Mi moramo iz teh kamnov narediti škarpo. Zdaj pa, nisem se jaz to zmislil, jaz sem vam zdaj mojo interpretacijo tega dal. Bil je en možakar, razsvetljen, on je meni dal precej misliti, tudi njegove tekste sem si globoko preštudiral, pravzaprav bom rekel od vrstice do vrstice, tudi pomene njegovih besed, ki jih je vložil, ker sem si rekel, tale tip ni pisal kar nekaj style, to nima nobenega sporočila, ne. Ta stric razsvetljen, ki mu je pa ime Freddie Mercury, je rekel, da ne bo samo rock zvezda, ampak da bo superstar, in je naredil skupino Queen, ne, Top of the Top, in on je napisal, pazi, prva vrstica njegove pesmi, I'm just the pieces of the man I used to be. Sem samo koščki od človeka, ki naj bi bil. Ta komad vam bom jaz prilimal spodaj v komentarje. Pejte si pogledat lyrics, ne, daš v Google, pa daš ime pa lyrics zraven, pa če ne znate angleško, pa dajte še pol ta tekst copy, pa paste v Google Translator, ne, prevajalnik. In pa boste vi, zdaj, če hočete razumeti, morate tu narediti, ne, mislim, jaz sem, zdaj namesto vas, jaz ne bom. Lahko, sem tudi razumeli, ne boste namesto mene. Vi morate sami razumeti, ne morem jaz vam naguziti, kako se razume. In zdaj mi vsi moramo te škarpe zgraditi in postati samo svoje trdne osebnosti z integriteto. Tudi škarpa ima svoj karakter. Tudi vi ga imate, vsi ga imamo. In te karakterje je treba zgraditi, ne, in valjda čuvati. Pemtiš, a veš, da sem toliko valjda, škarpo, mi smo v tem trenutku, veš, razsvetljenje ni zdaj, da svetaš, ne, ampak da si sestavljen, v tem trenutku pa ste vi razsuti tovor. Mi vsi smo bili razsuti tovor, klade, in ta sistem je bolj kot ne želel ves čas nam to mešati, da ne bi kdo začel kaj seštevati, sem rekel včeraj, ne. In ja, mi moramo seštevati, da ta kamenček, ki sem rekel, so te vaše izkušnje. Jaz sem bil tabornik, ok, najbrž ne brez veze.
Bil sem zdravstveni tehnik, sem jaz tudi drugače. Najbrž ne brez veze. Ok, sem srečal medicino, in odkatapultiralo me je iz zdravstva ven. Bom tudi to še enkrat govoril. Pa sem pol v muski se znajdu, ne, ja, tudi muska in pol, zdaj pa musko tudi rad zbiraš, bravo, ja, ne, vesolje ti reče bravo, super, pa kaj si izbral, tako party glasbo, super, krasno, in kaj si najdel, jo, super komade, pa si jih poslušal, ne, no, in pol sem jih začel ločevati od tistih pravih izvajalcev, kakor je Freddy, od tistih drekačevskih, bila si darira Gangnam Style, pejte na techno party. Pa tam, pa to je še tisti kamen, ki je bil, se je po partiju, je zdaj 10 kosov, ne. Zdaj, to so moje izkušnje, vi pa morate svoje izkušnje nabrati. Jaz vem, kdo sem, vem, kam pašem, vem o sebi stvari jasno. Tudi vi jih morate. Mi samo morate, zaradi mene ni treba. Tisti, ki pa išče, pa bi bilo mogoče ta razlaga, ta interpretacija prav prišla, super. Veste, moj cilj, moja ideja je bila, da 2019, tam v koroni, začetek te neke karantene, tam sem jaz začel že kar objavljati neke stvari, ki so bile pereče. Mogel sem zblokirati ljudi, ki so se mi na timelineu kregali. Ti narcistični pristop, veš, ti pa nimaš prav. Pa dobro, pa saj Delo, pa Dnevnik, pa Mladina tudi nimajo prav, pa ne greš kaj, pa jih ne linčaš. Čeprav zdaj smo tudi do tja prišli, no, 2 leti nazaj ni bilo tudi tako, no. In sem rekel, da sem se izpostavil. Čakaj, zakaj sem pa to hotel reči, da sem se izpostavil? Hokus pokus. In tudi zdaj se izpostavljam. In takrat, potem, ko sem se izpostavil, ne, sem jaz ene stvari že seštel in sem rekel, jaz bom delil vsak dan nekaj, želim, da nekdo nekaj tudi sešteje približno kot jaz, ali pa mi da nek feedback, kaj on misli o tem, in tako. In jaz sem res, čas teče, bil nekako prepričan, da želel sem se rekel, veš kaj, imate zdaj pa en cilj, stari. To, kar delaš, je prav, in če boš enega samega človeka, stari, zbudil, pa ga premaknil, si ti naredil, veš, vsak sam svojega bližnjega soseda in je stvar zmagana, pa smo zmagali, soseda in smo celo človeštvo rešeno. Zdaj sem dal še več jajc na mizo, tle žgem čez sistem, pa čez narcise, pa čez, veš, zdaj sem jih pa dal, ne, na tnalo. Ni mi žal, ker številka iz 1 se je spremenila v mnogo več. Tudi vi, ki se ne upate izpostaviti, pa stisniti like od spodaj, ni treba. Mi je všeč, ker mi smo na kontaktih, mi pišete zasebno, super, vsakega sem vesel. In to, kar počnem, je čist ista stvar, skozi moje oči, kakor je Freddy rekel, kakor je Martin Luther rekel, kakor so rekli strici, veš, težko se zdaj spomnim, pa Charles Bukowski. Bom si jih napisal, pa vam jih bom naštel. Mnogo jih je, ful, in vsake sem svojega vidika dal. In to sem jaz včeraj pesmico napisal, pazi zdaj. Seštevaj, kar ti povedal je pesnik, pisec, skladatelj, pisatelj in modrec. Njihove misli seštevaj. Vsak pove ti le delček pogleda, kot ga sam na življenje le on opisati zna. Ja? Jaz, kakor zdaj jaz opazujem, kakor jaz vidim, pa tako znam opisati, nisem glih kipar, pa tudi slikati ne znam, nekaj s kitaro pa to, ampak na gobcu sem pa nekaj naredil, veš, na gobcu sem pa nekaj investiral. Ne, nisem investiral, življenje me je pripeljalo, jaz sem v nekem momentu srečal, hvala lepa, Sašo Borojevič tudi, da mi je dal te neke smernice, kako uporabljati ta organ, ne.
Ne znajo vsi. Mislim, jaz bi želel, da bi, ampak ne gre. Ljudje, kaj? Dej, pej tu tri krasne, ali bo tih, ali pa povej, ne? Ta svet je taka balalajka. Vsi, poglejte si zakone. Pa, ja, pa je bil pa drobni tisk. Drobni tisk je pa bil, ja, zakaj pa ni bil te velik tisk? Ne? A veš, pojejte, ne, reklama za neke tablete ali nekaj, ne. Pa najbolj hiter, pred uporabo se kmetom. Kaj ti zdaj ponavljaš ta sranja? A za regrat pa ni treba se posvetovati z nikomer, a ne, da ne? Pa za zelj na to solato tudi se ni treba z nikomer posvetovati. Valjda, ker so stvari umetne, ker so izumetničene, ker nič ni več naravno človeško naravno. In jaz bi bil ful, namen vseh teh govoranc je, da se štejete. Zdaj jaz verjamem, marsikomu od vas se poraja neko vprašanje ali kaj, ali pa mi je všeč, ko pravite, ke da bi sebe poslušal. Ja, saj, ja, globoko not, ja. Saj govorim nič drugega, kakor misli, ko so okrog nas. Že vse jasne. Ne govorim tega, ne ponavljam tega, kar govori televizija, ker televizija je neka izumetničenost, ne umetnina. Umetnina je umetnost, art, expression. In valjda razumete, če pa je to del vas. Ne glede na to, koliko ste zavedeni, ne, koliko ste odplavali v ta sistem. Pa spet nič hudega. Ego je tudi umeten, ne. Tako da v bistvu ego se da flikati čez ramo. In dejte ga. Jaz verjamem, da boli, da bo treba pripeljati na površje, ker sem rekel na površje, imam zdajle tlele nekaj. Ja. Mi, ko boste, no, saj sem že, ko boste se ukvarjali s tem egotom, to bodo na površje zdaj v bistvu začele plavati včeraj sem razlagal, prihajajo sranja sistema, ampak tudi vaša interna sranja / rane, kjer ste bili ranjeni, bodo prišle na plano. In, a veste, ena plesen tam v nekem kotu sobe bo vedno plesen, ker ždi. Če pa odpreš okna, pometeš, preluftaš, premakneš omaro, ta plesen je neprijetna, a ne? Plesen je pač plesen. Ampak ta plesen bo zginila takoj, ko ji damo zrak. Ona samo tam, kadar ždi v vlagi, ona dogaja. Isto je s temi našimi ranami, travmami in konec koncev z grehi, ki ste jih naredili. Se pravi, greh tisto, da si nekomu nekaj naredil, kar sebi ne bi, ne. Da si nekoga ukradel, čeprav ne pustiš, da si ti ukraden, ne. Mislim, najbolj noro, ker ti najbolj bogati so najbolj previdni, da jih nekdo nategne, a veš. Mislim, a veš, jaz sem ful previden, a veš, sem tak ful sem hud pa to. Pečica bo delala, zdaj pa ne vem, ali bi stisnil pavzo, ali bi vam dal kar Vangelisa. Vangelisa poslušamo v ozadju, vam ga bom tudi pripopal, kar cel album. Pa bom pustil ta komad za nalašč in pogledam, če rabim 1 minuto, da kruh spravim iznad pečice v pečico. Sekundo.
Koliko sem rabil? Minutko? Sem mogel še zarezati in to 2-krat. 8 štručk bo. Prej, ko sem mesel, pa te sestavljal, sem si mislil, neke misli so mi letele v kontekstu, jaz bi tudi tak kruh. Ja, valjda. Moka, voda, sol in pečica in gas. Pa saj to ni tako težko. Ne, ni, stari, imaš recepte, ti greš tam YouTube pa napišeš kruh, še napišeš kakšen bi imel, ali bo hlebček, štručka, žemljice, buhteljčki, kar češ. In pol pogledaš, kako se to naredi, ne. Simpel, ne. In narediš tako, kot stric reče. Torej, 500 gramov moke, 324 gramov vode, tople, na 39 stopinj, potrebuješ ta termometer. Pa potem potrebuješ 8 gramov ali 6 gramov soli, pa 3 grame, koliko sem rekel moke, koliko sem rekel vode, a si kaj zapomnil? Ne, nič. Številk si nikoli ne zapomnimo. Zaradi tega pa so vam pri covidu nabijali, da je 4382 novih cases, primerov. Kaj je to, bolan ali da je okužen pa mu nič ni, ali da so našli nekaj, ki so vse zabrkljali. No in če se vrnem na kruh, so stvari poenostavljene. Veš, stare mame naše pa niso imele teh vag, ki znajo 432 gramov, 324 gramov vode natehtati, ne. Pa so rekli, okej, 3 lončke, zdaj lonček je 2 deci ali pa 6 deci, čisto en drek. Ampak 3 tega, pa 2 tega, ne. In na to daš sol. Koliko? Toliko ščepcev, kolikor si dal tega, ne. Če si dal 3 tega, pol moraš dati tudi tega 3. Zdaj v modernih receptih piše najprej 1 uro, 60 minut, potem še enkrat čez 30 minut, pa pol imate 5 minut, spet timerje si naštimaš, a veš. Kako je mama brez te štoparce speljala, no, daj, da je lahko. Rad bi obrazložil, da če imaš občutek, kakor ga je imela mama, ali pa pek, pol ti ne rabiš nobene vage za zares. Ja, da flikneš pa rečeš, nauč. Veš, jaz ne mešam tega na vago. Dam na vago zaradi tega, da se kontroliram, ampak ne rabim vage v življenju, jaz. Niti ure ne. Zaradi tega, ker testo je pravo, kadar se ne lepi več po roki, ne. Toliko časa je treba to goniti, da ne, ni tle zdaj ful testa. Pozabil sem, kdaj sem dal noter, 15, nima veze. In ti recepti novi so narejeni za narcise, ker nimajo občutka. Čeprav vejo, da se more takrat, ampak daj ti glej narcisa, kako on to meša, stari. To je vse zapopano. Ja, valjda. Valjda, ni testo pa kruh narediti takole, pogledaš recept, pa gre. Ker ne gre. Ker jaz sem naredil točno po receptu, tudi pri popam ga lahko spodaj. Majster, Pa sem drugič probal, pa sem tretjič, pa sem šestič, zdaj bodo mogoče te prave. Mogoče pa tudi ne, ker je faktorjev vmes 1 tono, ne. Zdaj pa, da se vrnem, zakaj o tem govorim, zaradi tega, ker kruh speč žemljico je čisto simpel, tlele sediš z računalnikom se pogovarjaš, kavico piješ, pa kruh pečeš, se pravi, to ne more biti neka umetnost, sploh če Turšič to dela, ker ta je itak bumbar, ne. Veš, ta itak nima pojma, bo vsaj žemljo znal narediti, saj prodati jo tako ne zna. Pa probajte vi, ne, zdaj to žemljo narediti, pa ni problem, jaz bi želel, da jo znate, da ne bo pomote. Da ne bi plačali za njo, ne vem, 60 centov ali pa evro, ali pa celo 1,20 €, če je noter ena rezina šunka, ne. Ker jaz vam jo prodam za 1 evro s šunko vred. Ne. Moje žemljica je 3 evre, tako. Kdo rekel, da ne znam prodajati? A veš, narcisi bodo zdaj hiteli, a veš, kateri ima več denarja. Ne, hecam se. Tako kot kruh
ne moreš speči ti ta prvi dan. Ne? Kupaš moko, kvas in gremo, pa boš od zdaj naprej pek. Tudi življenje, sestavljanje življenja, poiskanje tega, o čemer razlagam, zdaj skozi vse te videe, ne moreš ti čez noč, to je trening, ti moraš strenirati. A ste vi strenirali kaj z boso nogo v vodo? Niste, ne, valjda da ne. Ok, pa ste vsaj potrenirali dan, 24 ur, brez negativne misli? A ste proba? Niste, ne? Nič hudega, sam ne bo se pol kruh spekel, če ga ne boš probal zagnest, ne? Ti moraš probat. Ker lastna izkušnja ti bo šele povedala, koliko je kruh v pekarni vreden, pa koliko je vreden od peka. Ne zaradi tega, ker je pek tako delal, ampak zaradi tega, ker je naredil tako kot včeraj. V piko. Včeraj je bilo the best in danes je pa spet the best. Čeprav je ipak malo drugače. Če peka vprašaš, bi rekel, nisem čist. Tam sem ga falil. Ker mi vemo, kje falimo, ne. Peki, mislim. Te lastne izkušnje, se pravi, da ti veš, kakšno testo mora biti spodaj, da je ta pravo. Da ti veš, ko pritisneš, rečeš, je vzhajano dovolj, ne, še malo. Preveč mora pa malo pohiteti. Da ti imaš ta nek občutek, da rečeš, moram vzhajati, pa ga samo pogledaš, pa rečeš, ja, vem. Enako je sestavljanjem te škarpe, če me reči. A veš, jaz ne znam škarpe zidati, pa vam o škarpi razlagam, se zastopimo. Fizično ne znam škarpe sestaviti. Vem pa, da sem svoje koščke sestavil. Ja, pa ne še vse. Moja škarpa že drži vodo, bom rekel. A veš, to pa ne pije vode. Moja škarpa drži vodo. In zdaj jo jaz še gradim, ker meni se tudi vsak dan utrnejo nova spoznanja. Neskončno jih je, pa še nekaj sanjam, pa še nekaj sem pomislil, pa nekaj sem vam včeraj povedal, pa sem pa še spotaknil in zdaj je seštevek nov. In rečeš, ja, valjda, ne. Tako da ta trening, dajte trenirati, ne. Dajte sestavljati, dajte seštevati, dajte biti pozorni. Awareness. Ker če nisi pozoren, se ti kruh zažge ali pa preveč vzhaja. In če nisi pozoren, stopaš tamle meni na sklečko z vodo, ki jo imajo psi, jaz pač ne stopam na njo, ker sem pozoren, kje je moja noga. In tle, ko mi kdo pride sem, pa se te guncami po kuhinji, ne, je pijan, ampak nesvestan, in pol stopi mi točno v to vodo in se mi valjda polije in jaz sem ga že videl, da bo stopil. In sorry. Majster, daj glej, kaj počneš, ne? Opazujte, kaj počnete vi. Imejte ogledalo pred sabo to, kaj počnete, kdo ste, kateri so tisti koščki vas, ki vas lahko zgradijo, če se odločite. Dok boste pa tekali sem pa ke, pa delali usluge enemu drugemu, pa ne boste. A veste, na obljubo nas tudi hitro dobijo, ne? Nekdo, jaz sem to vse, to je KGB, jaz sem tle, prav vem vse, nekdo obrača. A veš, nekdo ti reče, a mi boš tam naredil? In ti, a veš, Sandy je mer, ja, bom. In ti si dal obljubo, obljuba dela dolg, to narcisi strašno radi ponovijo, ne. In pa si ti še spomnen, a si mi že naredil, a mi boš tudi. In ti rečeš, ja, ne, pa nočeš biti zdaj, ne, drek, pa pol pa moraš. In zdaj naenkrat, namesto da bi se ti ukvarjal s to svojo škarpo, ti si enemu narcisu nekaj obljubil. Ma ne enemu, ti si obljubil 10 nekaj. In ti imaš bremena, ki sploh niso tvoja. Sploh niso tvoja. Moje breme v tem trenutku je, da ne bom zažgal kruha. A se temu reče breme? Ne, to ni breme, to je skrb. In če imaš nekaj rad, potem poskrbiš za tisto, kar imaš rad. In če sebe nimaš rad, potem ne moreš za sebe skrbeti, če se nimaš rad, če imaš pa BMW-ja rajš ke sebe. Ne?
Poznam jaz kar dobro tole zakomplicirati. Niše so se pa odprle, naključja bom še dal vmes, zato ker sem rdečo nit zgubil. Ali prav? Tako sem mu lepo nastavljeno. Ampak nič hudega. Nič ni hudega. Naključja. A veste, kaj so? Zdaj nimam nič napisane. Ali ćemo se vprašati, kaj bodo zdaj mediji po volitvah naredili? A? Bom za naključja mogoče se bolj pripravil, pa bom tole rajš vzel. A veste, zadnje 2 leti so bila poročila, vsi mediji, kompleten medijski prostor poln covida. Pa primeri, pa cepljenje, pa odloki, pa izbrali so, pa pol so nekako dvigovali, vi sedite na kavču, pa so vam prek televizije dvigovali živce, ko se rekel, kaj ste normalni, da zdaj pa odlok ne velja, oziroma zdaj treba razkuževati, oziroma pol ni več treba, zdaj smeti je treba tudi pustiti en teden zunaj, da covid poskače ven, pa pol so kar vsi pozabili na to laž, pa da je treba se, in oni so imeli zdaj 2 let, mislim, eno debelo leto, kar materijala za gond. A veste, vsi ti viruski, ki so se zadnji vrteli na teh skrinih, ki imajo voditelj, pa ima zadnji ekran, pa so ti viruski, a veš, neka žogica pa vam pupki. To so po celem svetu isto slikco imeli, ali pa podobne slikce, ali pa izhodiščna karikatura je bila ista. Vse televizije, pa vsi časopisi so imeli na lagru, se temu reče. Katero novico bomo danes dali ven, katero sliko bomo uporabili, to, ki je na lagru, to, ki je, In oni so bili vsi opremljeni z vsemi slikcami, z vsemi tekstovnimi materiali, z video materiali, celo iz Kitajske, na hitro prišel posnetek, kako en leži na ulici, če se še spomnite tega. No, in naenkrat se zdaj zgodi nepredviden dogodek za medije. Ja? Kateri dogodek je bil nepredviden za medije? Imate odgovor že v glavi? Kateri je bil nepredviden dogodek? Česa mediji niso pričakovali? Ukrajine. Tam jim je pa Putin prinesel zdaj tik-tak eno spremembico. In mediji so ostali brez ičega, se reče. Zdaj oni covid so pripeljali do te točke, da niso mogli več, veš, oni v enem letu pa pol se pa kar sprazni ta lager, In niso imeli več kaj povedati. Zdaj pa Ukrajina. Odlično, v mediji so se na eni strani oddahnili, odlično, zdaj že dajmo zamenjati, Ukrajina, drama, ovo, ampak nimajo oni materijala, ne slikovnega, ne tekstovnega, ne zvokovnega, nič. Samo oni, če gledaš ti televizijo, morajo ti nekaj pokazati, kako izgleda vojna v Ukrajini, In kaj so naredili? Najbrž že veste, vse so posnetke iz drugih, iz Sirije, iz Libije, iz Beograda, iz Ukrajine, ko je nekomu eksplodirala plinska bomba pred leti. Skratka, noben posnetek ni bil realen. Pa so šli celo tako daleč, da so bombni napad vzeli kar posnetek iz igrice. Pa jih je podjetje, ki je naredilo igrico, jih je, alo, to je moja avtorska pravica. In vi ste verjeli, da je vojna v Ukrajini, Valjda ste verjeli, se so po televiziji povedali, se tudi covid, se so po televiziji povedali, valjda da je pol je, Ali kaj? Če Turšič rekel, da ni vojne, kaj pa je za Turšič, tale bebo, To je tam na internetu nekaj najde. Če televizijo gledati, Kaj se mi je, to mi je toliko smešno vse skupaj. No, in zdaj prihajajo pa volitve in vsi mediji so si oddahnili, ker itak nimajo materijala od Ukrajine, itak oni tudi vejo, vsaj ta glavni, da to v Ukrajini ni čisto glih tako, kakor morajo govoriti. In zdaj so pa volitve. Bravo! Soočenja, oddajati, izjave, predstavitve strank,
Naenkrat nič več od covida ni, ne? Ali je, ali ni, ali je. Kaj pa Ukrajina zdaj? Kaj zdaj, Zelenski je heroj, tako kot pravi naš Janez? A veš, mi bomo dali podporo v Ukrajini, ne? Valjda, saj pa pri nas je vse super, mislim, nam je top shit, ne? Ukrajini je treba dati pa pomoč, ne? Ne, saj jaz se strinjam, jaz sem za to, da se ljudem pomaga, ne? Samo dajmo mi malo razdelati, kdo je tisti, ki pomoč pravzaprav res potrebuje, ne? Pa ne mi zdaj, mislim, pomoč potreboval tudi un iz Sirije in un iz Libije in un iz Beograda in un iz Baščaše. Se mogoče ti rabiš pomoč, sam mediji ti niso dali pomoči, oni te razturavajo, da ti ne boš dobil tega, kar v bistvu ti zares rabiš kot človek. No in jaz zdaj študiram, najprej bil COVID, imeli so material, ok, zdaj je bila Ukrajina, ta jih je presenetila malo, bolj medije, kakor koga drugega. Zdaj so volitve. Ti, kaj bomo pa po volitvah mi slišali iz medijev? A se komu kaj sanja, kaj bomo gledali? Ker o covidu nam težko kaj bučke več prodajajo, o Ukrajini, mislim, jaz sem za, ne povejo, kaj se dogaja, da rušijo laboratorije, biološke, nevarne stvari, smrtno nevarne. Še dobro, da jih je Putin razturil, ker če ne bi dobili v vrečki sladkorja vi, ali pa v kavi, ali pa jaz ne vem kaj, kolero, kaj so še imeli, kugo, kolero, antraks, majne libe, mislim, genocida je bil, sam še žlico v usta, pa smo mi končali, se vi to zavedate? Ne, ampak zakaj se ni zgodil? Zaradi tega, ker so ljudje, nekateri jim je dovolj zgodaj prebilo, so se šteli, in videli, kaj se dogaja in so ukrepali, in to je Putin, pa je to Trump, pa je zdaj Kitajska, zdaj je Xi Jinping bo tudi naredil, pa dol je Salman iz Saudske Arabije, pa še Mundi iz Indije. Bratje in sestre, ja. Ampak tako kot so oni pod krinko nas hteli najprej cepiti, pa če ne gre tako, mislim, najprej vodo zastrupiti, če ne gre tako, cepiti, če ne gre tako, imamo mi še iz zraka bomo dodali, pa v hrano in bomo dali. Skratka, ima da pocrkajo vsi, ne, ljudje. Tako so pod krinko delali tudi ta ekipa Q, ekipa White Hats, beli klobuki. Zdaj, jaz vem, da mi ne verjamete, ampak nič hudega, ni treba. Ker ni moj namen, da komu vero rinem v čebulo, ideja, da se štejete, pa najdete svojo vero. V sebe, stari, ne v nekega Allaha ali Boga, ki je tam nekje. Ko boš umrl, ga boš srečal, prej ne. Ja, tik pred smrtjo. Ti bo umrl ego, pa se boš srečal samim sabo. En moj zelo drag glasbenik pravi, you must die a little. Moš umreti v življenju pred svojo smrtjo, more ego umreti, da pol ti živiš s polnimi pljuči, da ti je izziv, da izziv ni izziv, ampak avantura, da avantura je izziv. Zdaj mogoče si spet malo narobe predstavljate, izziv mi je narediti, če si arhitekt, največji most v Sloveniji, ne? Ne, ni to ta izziv, majster. Izziv back to the nature. Kdo si ti? A veš, mi bi mogli skozi kampirati, taboriti, pa čim manj med sabo, ker manj je več, ne? Znajti se malo. Se ne rabiš, zdaj imaš vse doma, imaš vse, že cel life ti vse štima, recimo marsikomu ne, da ne bom zdaj, ampak, dej, če greš pa kepo vzem, pa sem nož. Jaz sem včeraj, morda bi vam mogel dati slikce, a veš. Jaz sem vzel, imam košarico, not voda, klobasa, štručka kruha, tobak pa zvezek. Pa jaz sem imel 3 ure, kot da bi bil 2 dni tam. Jaz sem se imel the best, ne. Jaz sem vmes nekaj naštudiral. Jaz sem prišel iz gozda modrejši, ne.
pa vam ne znam povedati, kaj sem tam vse. Sem, ja, to škarpo sem najdel, evo recimo včeraj. Tako da, back to the roots, veš, not do korenine, najdi se in bodi mater, veš, zdaj današnji svet se, to je tudi na mene, veš, koliko je moških, ne, ni več to pravih descev, ne, valjda da ne, stari, saj so jih ustvarili pičke, ne, iz tipov, iz bejt pa tipe, pa je emancipacija. Namesto da bi ženska vzgajala otroke, gre ona v službo in dobi tistega minimalca, otroke ji pa sistem vzgaja. Vse kaj drugega kot v človeka, ne. Ampak šolstvo je brezplačno. Ali pa še bolj, kar nekaj plačajo še, a veš. Ta sistem je lažji kradi, razturi, ker zloba ne zna graditi, zna pa krasti, pa lagati, zmešati pa razbijati, ne. Ja, kako meni te misli šibejo, zakaj zdaj se ne morem spomniti, kaj sem vam hotel povedati z vsem tam. Ja, zgleda, da bom danes malo krajši. A ja, ne, veš, pa bi vam rad še žemelce pokazal, kako rata, ko ona naredi, vidiš zajtrk. A ja, kaj bodo mediji po volitvah? Pa jaz vam pravim, ona misel zmeri pride. Sem narcis, jo zmeri prekine. In to je ta kaos, v katerem živite in se ga morate skenslati. Odpiči, ker ne boš me mešal, ker zdaj mene ne moreš več, ne, ker jaz vem, v čem je fora. Ti, ki pa zdaj prehajaš, ti že misliš, da si nekaj skontal? Rad bi sestavil te dva kamna skupaj in pride narcis in ti, ne vem, brcne fangel ali pa mešalci šteka iz štroma. Po se pa še dela neumnega, da on nič ne ve, kaj. In ti si končal, malta se ti osušila, kamna nista na mestu in tako naprej. Ne? Po volitvah bodo mediji govorili o čem? Korone ni, Ukrajina gre proti koncu, volitve bodo končane, pa zdaj? Mi bi lahko kakšne stave pobirali. Kaj? A se bomo politike gledali, ker zdaj gledamo na ulici, ne? Zdaj niso v parlamentu, nič. Oni se zdaj po ulicah fjakajo, že med korono so šli ven iz parlamenta, ker je not korona, zunaj jo ni. Pol je tam vojna, avti na glavo obrnjeni, šipe pa čisto kaj zraven na stavbi. Ker nisi pozoren, fokus, vidiš razbit avto, ampak moraš fokus prestaviti, pa vidiš, da šipa zadaj pa ni razbita. In ti skontaš, pa čakaj, kako je avto na glavo, če pa šipa zadaj cela? In ti ugotoviš, da ti avti so nastavljeni. A ne, to ne. Kaj ne? Kako pa Hollywood dela? Ojo, to je Hollywood. Ja, pa kaj so pa novice? Pa jaz sem delal poročila, ne govorim zdaj zaradi tega, ker fantaziram. Sem delal poročila na TV-ju in na radiju. Valjda vem, kaj je zdaj. Zdaj, jaz tudi nisem v tu zamar, najdejo se taki pajaci, ki sem jaz, pa rečejo, poglej. A vidiš? In ti, ka vidiš, rečeš, a ja, valjda, se res, ne? In vidiš drugo sliko, tretjo, četrto, in ti postaneš pozoren na te stvari. Zato bodite pozorni, kaj vidite, kaj vam nasuvajo. Zdaj mediji naši že pomagajo vam pri seštevanju, da boste vi nehali v vrstah stati za COVID testiranja in za volitve. Pa še pred zdravstvenim dom so vas postavili, da ne morete noter, če vas slučajno kaj boli. Ker vi še vedno zaupate zdravstvu, mislite, da zdravstvo je zato, da nas rešuje. Pa tam, moram hitro po nove tabletke. Ja, zdaj si nadrogiran že, jaz, valjda jih rabiš, valjda da jih, mislim, saj so na recept, ne. A veš, meni folk, zanč me je, nekdo me je prijavil v policiji zaradi tega, ker je moja psička po njegovemu kompostu skakala. Sosed. Pa tam na policijski postaji rečejo, pa dej,
Pa veste, čigav je pes? Pa on pravi, ja. Ja, no pa dej, pa če, ja, tle od soseda. Pa pravi mu tam, pa dejte se pol z njim zmeniti, ne. Pravi, ne, se ga pa, to pa ne. Jaz se ga bojim, ja, narkoman. Kaj je rekel? Jaz se ga bojim, je narkoman. Jaz sem narkoman. Kaj si prej rekel pred narkomanom? Da se me bojiš? Ker? Jaz ful brcam naokrog ljudi pa pse pa ne vem kaj. A sem jaz zdaj komu kaj rekel slabega? A se midva sploh poznava, majster? Pa zdaj, ko si že štartal, ne, se ga bom, en dan bom. Če bi me on osvetlil, katere pravzaprav vse droge jaz jem, da bom še jaz seznanjen, a veš, da ne boste se sem po mestu pogovarjali, kaj Turšič žre, ne, ker je toliko, da bom še jaz vedel. Dragi moji, strah je njihovo največje orožje in vaša največja kazen. Ne upate se stopati, postaviti sami zase, ne upate narcisu reči, da je narcis, ker on ima zato takoj obrambni mehanizem, ne, da si ti narkoman, ne, ali pa da si ti neumen, ali pa da si ti čist brklov, ali pa da ti sploh nisi tle, da svet itak ne funkcionira tako. Vi morate stati za to svojo odločitvijo, ne. Biti pogumni, biti suvereni, biti samosvoji, pa najverjetneje se ne bo noben razsvetljiv zaradi tega, ker bo poslušal ali mene, ali Queene, ali Trumpa, ali kogarkoli. Vse te lastnosti pravega človeka, je to razsvetljenje, pa ne bomo zdaj razsvetljenje, zdaj se pa Turšič ima pa za razsvetljenega. Ne, jaz postajam človek, ja, mi pa je priblisknil in sem se prebudil iz tega spanca in to ni stanje zdaj, kjer pa ni treba nič več v življenju početi, celo drugače, še več je treba. Ampak da postanete pravi človek, morate vi sami kontemplirati, se temu reče, contemplation. Tebi malo svane prva, pa svane ti druga, pa četrta misel ti kapne, pa peta, pa pol ti pride pa ugotovitev. In ja, ampak to ne boste dosegli, če boste gledali ali pa poslušali najboljše vsebine. Še najlažje boste, če boste poslušali, bom dol prilimal za začetek, probajte s tem, Evangelis je krasen. Dajte si to, pa razmišljajte sami. Če pride negativna misel, jo fliknite čez, če pride pozitivna, ok, dajte se pozitivnih držati, nobene attached, nobene ne popajte nase, pa se veš, da se pol okrog nje vrtiš, ne. In razčiščujte s sabo. Ne rabi nihče nikomur predstaviti vseh svojih grehov. Ja? Ne, ni treba. Sami sebi jih morate. In ko si boste postavili ta špegel, jaz verjamem, da bo jok in bolečina, bo treba stisniti solzo ven, si priznati, in dejte, ne, ali kaj, saj ni noben popoln. Morate sami. Sem rekel že to včeraj, ne, pa predvčerajšnjem tudi že, ne, pa tudi, ne. Bom ga še, Turšiča še enkrat poslušala, ker pol bo pa bolj hudo, Ne. Jaz ti dam lahko smernico, jaz ti dam lahko izhodišče, jaz ti dam lahko moje razmišljanje, jaz ti lahko pokažem s prstom, kaj je Freddie Mercury povedal, pa bom vam nabral 6 stvari, kaj je Luther povedal, pa kaj je Bukovski povedal. In pa jaz tle odprem telefon, pa dam slikice, ker jaz izhranjujem te stvari, ne. Pa najdem kar to prvo lahko, ne. Edina moč, ki jo sistem ima,
je moč, ki jo mi dajemo. To je tisti fokus, ki sem prej rekel, ti gradiš škarpo, pa en tam. Ti si tisti, ki si dal sistemu energijo, ja? Sistem brez ljudi ne funkcionira, tako kot firma ne funkcionira brez ljudi. Fabrika, pa nas imamo Brest tamle zaprt, ker noter ni ljudi. Pa je glih tako stoji, glih tako je not vsa mašinerija, samo ljudi ni. Je šel v stečaj. Ja, je šel v stečaj. A veste, kaj je bil Brest? Brest Cerknica je delal za Ikeo na koncu, prej pa na futeru celo Jugoslavijo. Še vi imate kuhno doma, še jaz imam kuhno od Bresta. Brest je Brest. Brest. Pa ne Joški, ampak ver, hrana. Pa zdaj ne bom se politično prededoval, ali je Tito bil good ali bad, to bomo še mičkrat počakali za te informacije. Ampak v času Tita je bil narejen ta Brest in tle je cela Cerknica delala na Brestu. In ljudje so bili ponosni, ki pa delaš na Brestu, hudo. Pa ti tudi, ja. Hudo pa te nisem še videl, ja, jaz sem v upravi, ali pa jaz sem v razvoju, ali pa jaz sem v skladišču. To je bilo 1000 ljudi, halo, gozdove imamo, halo. Zdaj pa vse to ven je šlo, od Žleda naprej so nam pobrali cel snežnik, vsak dan gre 50 kamionov gozdarskih, od leta 2014 grejo gozdarski kamioni, letijo ven. Grozno žalostno, res. Sistem je grd, ja. Zdaj jaz bom končal, ker se ne bom vrtil. Radi se imejte. Seštevajte, kdo ste. Spomnite se tega, kaj ste v tem življenju počeli, bili, doživeli, probajte vkomponirati. Jaz vam samo povem, da vse, kar mislite, da je res, ni res. Vse je fake, vse je virtualna matrica in ta matrica razpada, zaradi tega pa je tako, kot je. Vse razpada, politika je mafija, organiziran kriminal, a ne? Zdravstvo, a se kdo spomni druge svetovne vojne, pa tega, doktor Mengele je bil, ne? Delal poskuse na ljudeh, pa jih masiral, maltretiral in ubil. Dajte vi meni povedati, na kateri točki od takrat pa do danes je medicina začela delati v dobro ljudi. Še ko greš tumor, ko ti ugotovijo raka, ko ti ga je itak sistem našraufal, prek stresa, prek tega, da ste kisli, prek tega, da ste, da ne rečem hrana, ovo, predvsem stres, misli imate itak zbegane, ne, ker misli vse kreirajo. In še ko ga najdejo, zdaj dobiš najprej ne terapijo, ampak si še oblase, pa še jesti ne moreš, pa še totalna, po kemoterapiji mislim, kemoterapija na biološko telo absolutno ne dela, za kar se mene tiče, tako kot tablete naftne s kemikalijami, hvala lepa, kaj da bi. In potem greš na operacijo za ta tumor in ti ga odrežejo in ko ti ga odrežejo, veste, tumor je, jaz sem malo zdravstvenika še, tumor je v bistvu mrtve celice poškodovane, imamo zdrave celice in v telesu se pa zaradi misli, strupov in tako naprej ustvarijo celice, ki so malo deformirane. In te celice telo, ker so še žive, odstranjuje in jih da v karanteno. V karanteno jih da. In tam raste tumor mrtvih celic. Kemoterapija ni odmikanje iz vašega telesa mrtvih celic, da bi vaše telo ne proizvajalo več mrtve celice, da bi te celice s čemerkoli poškodovali, ne. To vam jaz zdaj razlagam. Misli poškodujejo celice, hrana poškoduje celice, detoxification, razstrupi se. In nebroj primerov je, katera tudi vse zdravila pravzaprav, tudi pomagajo ta tumor zmanjšati, sicer pa morate najprej jih nehati proizvajati, ne, pa bo tumor tudi, pol ga bo telo vse odstranil, nič bat. Ampak ne, mi gremo k zdravniku, ne, doktor, čakaš kot pes, ful časa, pa pol greš na terapijo, si še brez las, pa ne moš jesti, pa bomo pa odrezali. Ta tumor
Oni pridejo do njega in ga odščipnejo. In ga dajo ven. Kam bodo pa zdaj šle une poškodovane celice? Nimajo več one spomina, kam je. Mislim, imajo, samo te vrečke ni, kamor so še doprej nosile, zdaj tega več ni. To je tako, kot da čebeli panj odneseš. Čebele so zunaj, ti pa panj preselaš. Ista je fora. In takrat, ko so to naredili, so celice ostale brez svojega panja. In kaj se pol zgodi? To je bil najprej benigni rak, pol je pa maligni, ne? In te celice tavajo po telesu in se zasidrajo, kjer se pač zasidrajo. In po operaciji, po nekem času, ugotovijo, da imaš raka. Vse povsod imaš metastaze, se temu reče. In počakamo, da rikneš, ne? Pejď zdravniku, ne, da ne boš riknil. A ja, to pa ne znamo več. A vi štekate. Ni bolnišnica, zdravstvo, osnovni namen, ni zdravje. Pod pretvezo se jaz strinjam, da zdaj bi me kdo narcis, bi me takoj haklil, pa ne moreš tako reči, kaj pa če te kaj se zlomaš. Drži. Pod pretvezo, da če se vam pa kaj zgodi, pa lahko pridete, pa vam bomo poravnali. Vendar pod pogojem, če ste plačali zavarovanje, ne? Sicer pa je tu vas tako kot draga stvar. Pa kaj ni že zdravnik plačan, pa ves material je že tam, ne plačujemo, nismo mi družba, pa je to že vse plačano. Ja, ne, zavarovalnica mora. Aha. Štekam, kaj, če ne bi si jaz noge zlomil, pa doktor ne bi plačal dobil ta mesec, ali kaj? Mislim, ne zastopam čisto. Ja, ne sprašuj preveč, Tučič. Me zastopite, dajte malo razmišljati, dajte malo sestavljati. In jaz nisem uporabnik zdravstva, bil sem v zdravstvu, pa ga nisem uporabljal. Bil sem v medijih, pa jih nisem sam uporabljal. Dajte malo razmišljati, res, ker bolj, ko boste razmišljali, bolj, ko boste kontemplirali, boste sestavili svoj tempelj. Kako se te besede vse poklopijo, ej. Vse se poklopi. Ekipca, 1 uro je naokrog. Imejte prečudovit dan, jaz grem tlele štručke ohladiti, bom pritisnil slikco. Uživajte, zabavite se, pa se vidimo, slišimo. Čačte. Lahko pa tudi delite, ne bom nič hud. A ja, hvala vam. A veste, koliko ste že pogledali stvari? A vam povem? 2880 ogledov ste mi našraufali v enem tednu. Ste normalni. Hvaležen sem vam, ful. Tudi za vse kritike sem ful hvaležen. Res sem hvaležen. Da bi le komu prebil film. Ej, ne komu, sej vam bo, sej bo. Pozitivni bodite. Res. Dan brez negativne misli. 21.4. je dan brez negativne misli. Evo, od zdaj naprej. 3, 4, zdaj. In juhej, sem že dal simbol, si videl? To je že tako njihov simbol. Bodite prečudovito, zabavajte se. Čau.